Jorg Zupan, nagrajen z Mišlenovo zvezdo, ima poseben odnos do tradicije, sestavin in kuharskih tehnik in te želi strankam v restavraciji Atelje v Ljubljani čim bolj približati preko sproščene atmosfere. Njegova mirnost, ki je posledica dolgoletnega dela na tem področju, in njegova nesebična delitev izkušenj s člani svojega tima ga naredita enega najboljših slovenskih kuharjev. Mislim, če ne bi šel v tujino, tudi 10-15 let nazaj, je bilo zelo malo takih restavracij v Sloveniji na takem nivoju in bi kar precej hitro zmanjkalo nekega prostora za učenje. Jaz sem začel, se pravi, prva zaposlitev je bila pri Binetu Volčiču v Promenadi, takrat na Bledu, in je tudi on zelo spodbujal to idejo, da gremo v tujino. Je rekel, pač največ se boš naučil v tujini. Tako da prvo me je pot popeljala v Avstralijo, ker sem imel neke ideje, da bi dalj časa tam ostal. So bile pa sicer malo komplikacije z vizo in to. Pa takoj, mislim, da sem letel takrat za 2 dni nazaj v Slovenijo, v Kranj, takrat sem bil še v Kranju. Tako, da sem prepakiral v prav Cunje in na novo spakiral in v London. Ja, jaz sem zelo pristaš surove morske hrane, no. Če bi bilo po moje, ne bi nikoli termično obdelal ničesar, kar se morja tiče, če le res ni potrebno. Ja, vrt je pa v bistvu letošnji projekt, no, projekt nekak ideja, pa želja je bila že precej prej, ampak nikoli nekako ni bilo časa to dejansko realizirati. Po teh obdobjih, ko smo bili zaprti, ko smo mogli biti doma, ne, in potem možgani delajo, ideje se kar vre vse in v eni točki sem rekel, ok, zdaj pa imam čas, sem šel raziskati, v nekaj parih dneh sem najdel parcelo, poklical sem se zmenil, smo dali ven oglas za vrtnarja oziroma za nekega specialista, ki se bolj spozna na to, mi smo vsem kuhari, v bistvu še ta naš poklic je tak, da se cel življenje učiš in pol, da bi neko energijo usmerjal še v dejansko iz nule se učiti vrtnarjenja, bi bil to zelo, zelo dolg in širok projekt, preden bi dejansko kaj iz tega nastalo. Definitivno je v prvi vrsti sestavina, kvaliteta sestavine, pa da je že sama sestavina po sebi dovolj okusna, oziroma, ampak ne govorim zdaj recimo samo o boljših kosih mesa, ampak govorim dejansko o tem, da tudi če so slabši kosi mesa, da je to neka ekološka vzreja, da je žival vesela. To se vse čuti dejansko na koncu na sestavini in na krožniku. Odlični krožniki, lepa hrana, čudovit ambient in primerni kozarci. Tudi to moramo omeniti, kaj ne? Ja, tako je. Zdaj naš koncept cel je, da delujemo čim bolj lokalno. Mi smo se tega lotili tudi na ta način, da v bistvu vse, kar je lesenih delov, od miz do vseh dodatkov, ki je na mizah, do v bistvu umetniških del, so vse v bistvu slovenska dela, vse je pač narejeno pri nas. Tako kot sestavine, čim več, kolikor jih le lahko dobimo, slovenskih oziroma čim bolj lokalnih, tako smo rekli tudi, da bomo se pravi kozarce, rogaške uporabljali, tudi ta linija nam je zelo všeč, ker je oblikovana po tej someljejski bučki in se zelo lepo vino tudi vrti noter. Pa malo nekaj posebnega so, tudi gostom se zelo všeč, zelo veliko sprašujejo po tem, kje se jih da dobiti. Krožnike pa večinoma zaenkrat še od lokalnih, se pravi, oblikovalcev, ki so ročno narejeni, tako da so skoraj vsi krožniki pa res ročno narejeni. To je to.